Ja, predvsem zdaj obstaja določena specifika, ampak jaz mislim, da vseeno osnovni okviri so. Treba je stopiti ven iz kalupov, ven iz nekih običajnih okvirov, ki se jih zelo radi držimo, ampak danes so taki časi, da je treba biti drugačen. Treba je biti inovativen, gledati naprej. Mi določene stvari tudi za 5 let naprej razmišljamo, kaj bomo naredili. Ni nujno izdelke, tudi določene procese. Tako da jaz predlagam predvsem iz okvirjev stopiti, razmišljati drugače, mogoče kako stvar čist malo drugače zapeljati, ko pa drugi, pa je že uspeh. Tako da to je taka najbolj pomembna stvar. Sploh danes, ko vemo, da je povpraševanje večje od ponudbe oziroma ponudba večja od povpraševanja. Včasih je bilo glih kontra in je treba nekaj več narediti, ko pa samo pač ponuditi izdelke pa čaka, da bo kdo prišel. Ovir je dost, tudi težav je dost, ki jih pač seveda skušaš čim prej odpraviti v nekem doglednem času, da ni prevelikih rezov. Je pa dejstvo, da se mi predvsem srečujemo, pri nas vidim, z pomanjkanjem sredstev, pomanjkanjem kapitala, tako kadrovskega, kakor tudi finančnega. Na vse zadnje tudi znanje včasih primanjkuje. Vseeno prihajamo iz nekega manjšega okolja, smo manjše podjetje, ampak ko greš ti enkrat na tuje trge, grejo stroški in vse potrebe na veliko višji nivo. In tu je en tak glavni problem. Seveda to rešujemo z managementom znanja, s takimi in drugačnimi inovacijami, ki jih tudi delimo med naše zaposlene in vse, ki pač delajo z nami, da se te težave lažje rešijo in čim prej rešijo.